December je mesec veselja, mesec praznovanj, obdarovanj, šeg in navad. In eno tako zelo lepo navado imamo tudi na radiju in televiziji Veseljak. Gre za akcijo zbiranja daril za socialno ogrožene otroke. In letos ste našega poštarja zasipali z darili. Naš poštni nabiralnik je pokal po šivih. Poglejte. Mesec december je letos čuden. Korona kriza je naredila svoje, ampak po drugi strani, ko pa vidim ta rezultat, pa si rečem, da je mesec december lep. Dokazali ste, da vam ni vseeno, zato hvala vsem gledalcem televizije Veseljak, vsem poslušalcem radia Veseljak, raznoraznim podjetjem, predvsem pa vsem tistim, ki vam ni bilo vseeno in ste poslali bodisi vrečkico za deklico, vrečkico za fanta in tako priklicali iskrice v očeh in nasmeh na obrazu tistim, ki to najbolj potrebujejo. Darila smo začeli zbirati v začetku decembra in pod smrečico v studiu televizije Veseljak se je 4. leto nabralo nekaj manj kot 400 daril. Iz dneva v dan je bilo v našem studiu manj prostora. Najlepša hvala pokroviteljema akcije Varuhu zdravja Vzajemna in T2 ter vsem, ki ste akcijo podprli. Trgovini Jager, Naj nakupom, Zvezi sindikatov vseh glasbenikov Slovenije, restavraciji Atropola, Deksiku, Socialnim demokratom Velenje, glasbenikom in še enkrat hvala iz srca vsem poslušalcem in gledalcem radija in televizije Veseljak. Sedaj pa je samo še čas, da vsa ta darila napakiramo v kombi in se odpeljemo do Zveze prijateljev mladine. Vsa čudovita darila polna sladkarij, oblačil, različnih igrač, plišastih medvedkov, barvic, flomastrov, pobarvank, žog, rolk, pravzaprav vsega, kar si otroci želijo, smo z ekipo že zgodaj zjutraj prestavili iz studia v velik Veseljakov kombi. Lahko bi rekla, da smo imeli jutranjo telovadbo z darili po stopnicah. Toliko daril ste nam poslali in prenesli, da je ta naš kombi skoraj premajhen. Tole še zadnje darilce in jaz bom imela jutri prav muskel fiber, tako da zdaj pa najboljše, da ga odložim in da šibamo do Zveze prijateljev mladine, ki nas že komaj čakajo. Veseljakov kombi smo pripeljali čisto do vhoda stavbe na Dimičevi ulici in skupaj z ekipo Zveze prijateljev mladine Slovenija darila prestavili tokrat v avlo, saj kmalu za našim kombijem že prišel nov kombi, ki je vsa ta darila potem dostavil dedku Mrazu, da jih bo lahko odnesel pod smrečico vsem otrokom, ki jih že komaj čakajo. Leto 2020 je za vse nas neznanka, prepleteno iz dogodki, ki se nam še niso dogajali. Je leto polno izzivov. Samoumevni trenutki, kot je kava s prijatelji, sprehod z družbo, obisk babice v drugi občini, igranje otrok na igrišču, ja, to je le nekaj primerov, kako nas je leto 2020 zaradi koronavirusa oddaljilo. Stisk med ljudmi pa je iz dneva v dan več. Ja, moram reči, da je letošnjo leto zelo izzivalno tudi za nas, humanitarce. Zelo se občuti, ljudje so v velikih stiskah, pozna se, da so izgubili službe, da so na čakanju in seveda to vpliva na vse njihove prihodke in seveda na življenje družin. Z akcijo zbiranja daril pa smo vsi skupaj dokazali, da kljub težkim časom znamo stopiti skupaj. Vedno znova presenetijo naši ljudje, ki darujejo na vseh možnih področjih. Zelo veseli smo, da se je zbralo toliko daril. Veliko smo jih že dobili in jih že odpeljali, tudi te, ki ste jih pripeljali, bojo že čez pol ure na poti, tako da pridejo pravočasno do naših društev oziroma potem kasneje do družin. Pod smrečico pa jih bo položil naš dedek Mraz, dela že cel mesec in to zelo dobro. Pripravlja na vseh področjih, nekje bo uspelo razdeliti dedku Mrazu. Tam pa, kjer ne bo mogel dedek Mraz, imamo pa že dogovorjene pomagače in darila pridejo vsa pravočasno pod jelke. Vsako darilce bo narisalo nasmeh na obraz in prikradlo iskrico v očeh v teh prazničnih dneh in v dom socialno ogroženih družin prineslo nekaj veselja. Seveda družine, ki so veččlanske, kjer je več otrok, je
toliko večje veselje, ko dobijo res kvalitetna darila. Danes smo videli, da so nekatera prav neverjetna, od žog do rolk, do nogometnega igrišča v majhni podobi, tako da super, otroci bojo izredno veseli. Jaz bi se res zahvalila vsakemu posamezniku, ki si je vzel čas in v teh čudnih časih, sploh ne vem, kako so vse zbrali ta darila, ampak res najlepša hvala v imenu vseh in najlepša hvala, da nam pomagate delati dobro. Ker je pošta v teh dneh zelo obremenjena, pa je z zakasnitvijo k nam prišlo nekaj daril, brez skrbi, tudi ta smo še pravi čas odpeljali do Zveze prijateljev mladine, da jih hitro predajo Dedku Mrazu. Hvala vsem, ki ste nam pomagali tudi v letu 2020 pričarati lepe praznike vsem otrokom, ki bi bili brez vas okradeni prazničnega obdarovanja. Prepričana sem, da s tem, ko ste poklonili darilce, ste tudi sebe notranje obogatili. Ene čarobne praznike vsem.